Zdaj pa se dobesedno potopimo v pristno naravno leseno okolje in predlagam, da opazujemo, kako bodo naslednji prizori vplivali na nas. Hiša, ki so jo poimenovali Krasna, je grajena z masivnim lesenim sistemom, sicer skromna po svojih zunanjih dimenzijah, a bogata po vsebini v notranjosti. Tale očarljiva lesena hiška na obronku gozda ima vse, kar njena lastnica potrebuje za lepo sobivanje z naravo ter njenima dvema kužkoma. Med drugim hiša navdušuje tudi z izjemno energetsko učinkovitostjo in komaj čakam, da njene čare spoznamo tudi od znotraj. Ampak, ko bo šlo sonce dol. Miha, vi ste graditelj te hiše in ste pravi, da nam poveste, kaj je njena glavna posebnost ali pa značilnost v konstrukcijskem smislu. Glavna posebnost te majhne hiške je, da je grajena v sistemu IQ Wood. To pomeni, da je zgrajena iz masivnih lesenih plošč, brez uporabe kakršnih koli lepil ali kovinskih veznih sredstev. In kaj so potem torej mozniki, s čim te plošče držijo skupaj? Moznik oziroma tipelj, kot se po domače reče, je v bistvu lesen, tako imenovan žebelj, konkretno tukaj bukov, ki je v bistvu podsušen in po tradiciji prednikov, kot so uporabljali kozolce, izdelovali, lesene konstrukcije že več kot par sto let nazaj, podsušen, vtisnen v smrekovo konstrukcijo, potem ta nabrekne in naredi trajno, statično, nosilno, masivno konstrukcijo. Za kakšne vrste lesa gre pri takem sistemu? Pri sistemu IQ Wood uporabljamo večinoma smrekov les, ki je lahko noter v vidni kvaliteti, ker pa hočemo biti res lokalni, je to izključno slovenski les. Kako bi zdaj ta stena izgledala po prerezu, če nam lahko opišete, konkretno pri takile hiški? Ja, tukaj lahko vidite, sem prinesel en vzorec same masivne konstrukcije, to je recimo masivni strop, vogal neke masivne stene, lahko je 9 ali 12 cm debela, naven, pa tukaj ta vzorec ne prikazuje, pa je potem ta objekt za pasivni standard oblečen tudi v izolacijo. Se pravi, puhovka navzven pomeni trajnost konstrukcije navznoter. Se pravi, mi imamo konstrukcijo vedno v suhi, topli coni, tako kot neko pohištvo, navzven pa izoliramo objekte večinoma z lesnimi vlakni. Ta puhovka iz lesenih vlaken v poletnih mesecih vzdržuje znosne temperature v hiši tudi do 16 ur. V tem primeru imamo kakšno fasado? Ta fasada tukaj je iz macesna, brez obdelave, to pomeni, da pač, kot vidite, objekt počasi sivi, dobiva patino, tako kot mi dobivamo patino. Tako kot mi dva, ja. Je to nek naraven proces, ki v bistvu les s tem sam sebe zaščiti. Tisti, ki smo malo sivi, zdržimo dlje, ne? Tako. Pogosto slišimo, da posivel lesen objekt zgleda zanemarjeno, vendar je to žal napačna percepcija. Gre le za naravno samozaščito lesa. Če bi leseno fasado premazali z lazuro, bi to morali ponoviti na vsakih 5 let, ker voda pronica skozi razpoke barve in povzroča luščenje le-te. Nezaščiten les pa se ob sončnem vremenu in vetru popolnoma osuši. Na senčnih in vlažnih legah se na običajnih ometanih fasadah pogosto razraste mah, včasih tudi pri lesenih fasadah. Pa vendarle, lesena fasada lahko na neprevetreni mikrolokaciji zdrži brez težav 15 let, medtem ko je potrebno ometano fasado na 7 do 10 let prebarvati. In tale hiška, poimenovana Krasna, očitno že dobiva tudi naslednice, ker je tako priljubljen koncept. Ja, ta hiška je bila v bistvu produkt arhitekta in pa naročnikov. In meni je bila tako všeč, da smo v bistvu potem iz nje osnovali tipsko hiško, ker bi imel tudi sam nudi v bistvu za 2 ali pa mogoče za kakšnega majhnega otroka optimalno rešitev kot neko veliko stanovanje. A pa je tale sistem IQ Wood primeren samo za takele majhne hiške? Ne, tudi slučajno ne. IQ Wood je primeren za 2-3 etažne objekte in lahko tudi odlična zadeva za javne projekte, kot so vrtci, domi starejših občanov, kjer tem ranljivim skupinam lahko res nudimo najboljše ugodje bivanja. IQ Wood stena je kot najtanjša mozničena stena v Evropi prejela kar 2 nagradi za inovacijo. Eno nemško in eno domačo, zlato nagrado Gospodarske zbornice Slovenije.
Lena in Jernej, oba pozdravljena. Lena, hvala, da ste nas sprejeli v svojo čudovito majhno hišico in me zanima, kakšna je bila pot do nje, pot do iskanja lokacije, parcele in zakaj ste se odločili za to vrstno leseno gradnjo? Ja, v bistvu sva se odločila skupaj še z možem. Pred nekimi 3 leti sva začela iskati najprej parcelo in ko sva sem prišla na pogled, sva najprej stopila na to parcelo in sva začutila in sva vedela, da želiva tukaj biti in nama je bilo avtomatsko in najbolj naravno, da zbereva leseno hiško. In ko so pač tudi izvajalci ponudili res absolutno tako čisto gradnjo, tudi brez lepil in tako, dejansko nisva imela kaj pomišljati, no. Jernej, vi ste pristopili k projektu kot arhitekt. Kakšne so njegove specifike, kakšne so bile želje, kako ste jih potem lahko udejanjili? Ja, naročnika sta imela že precej oblikovane želje, že od vsega začetka, se pravi, želela sta si živeti na majhni površini, tako da smo se pri tej hiši res osredotočili na tisto najbolj osnovno, kar človek potrebuje za prijetno bivanje in za čim boljši stik z naravo. Hiša navzven je v bistvu precej majhnih dimenzij, 4,8 metra v širino, 9,6 metra v dolžino. Horizontalno so prostori povezani med seboj v tako imenovan open space koncept, prostor brez pregrad. Hkrati pa se hiša odpira tudi v vertikalno os, navzgor, preko tega dvovišinskega prostora, ki povezuje spodnjo z zgornjo etažo in daje občutek zračnosti, svetlosti. Lena, kako ste se navadili na 62 kvadratnih metrov bivalne površine? Res enostavno, ker sem šla iz manjše površine na večjo. Tako da to je bilo eno in ta hiška je za mene samo hiška, ni mala hiška. Vem pa, da ji pravijo, da je mala hiška. Je pa res, da vpliva na to, ker dosti potujem, rada imam lepe stvari, ki jih tudi vidim v prostoru in avtomatsko pa mislim, nimam več kam dati tega. Tako da sem tudi drugačna potrošnica. Ne, da sem bila zdaj prej ultra potrošnica, je pa res, da vpliva na to, da preudarno kupujem. Ste pa, Lena, tudi podpornica različnih slovenskih oblikovalcev, ki so v vaši hiši pustili marsikatero sled, ne? Katere? Ja, notranje in zunanje pohištvo je delo prijateljice Špele Kraševec, ki se tudi s tem ukvarja drugače. Glinene luči, pa tudi neki keramike je od Daše Kogoj. In pa zunanja stena, tam, kjer parkiram, je delo ilustracije je naredila Ajda Raznožnik, pa pomagala je Romina Pleško. Kako se pa, Lena, ogrevate v tej hiši? Nekih radiatorjev prav vidim dosti. Ne, iskreno se pretežno samo z enim radiatorjem ogrevam in to je ta v kopalnici. Tako da sama nimam prav velikih potreb po... Ampak ne, da celo hišo ogrevate z radiatorjem iz kopalnice? Ja, dejansko res. Ja. Tudi po zimi? Kako je tukaj živeti po zimi? Ja, lahko še enkrat pridete, ampak super je. Ampak dejansko imamo pa zdaj željo priti še enkrat po zimi pa preveriti, kakšna je tukaj temperatura, če se da tudi po zimi z enim radiatorjem preživeti. Bomo čaj pil, pa bo.